V ljubljanskem živalskem vrtu se pospešeno pripravljajo na odprtje slovenske kmetije avtohtonih pasem domačih živali. Gre za poseben projekt, ki bo prvič na enem mestu združil vse slovenske avtohtone pasme. Skoraj ni živalskega vrta, večjega evropskega, mestnega, kjer ne bi srečali tudi domačih živali. Namreč živalski vrt je inštitucija, ki je namenjena, in ki obstaja predvsem zaradi obiskovalcev, in zlasti mestni ljudje so danes kljub medijskim novostim, ki včasih ni bilo precej potrebni tega stika, so oddaljeni od narave na nek način, nimajo veliko časa in domače živali so tiste, ki prenesejo, večji pritisk, kjer je možno tudi več rokovanje, hranjenje, kar nekako, sodobni obiskovalci živalskega vrta potrebujejo. Na kmetiji domuje 11 različnih vrst slovenskih živali. Obiskovalci, ki se bodo udeležili slavnostne otvoritve, pa bodo videli tudi kranjsko čebelo, najbolj razširjeno vrsto čebel v Evropi. 4 pasme ovčk, 3 pasme konjev, to je posavski konj, hladnokrvni konj in pa lipicanec, cikasto govedo, naš edini predstavnik, avtohtona predstavnik goveda, štajerska kokoš, krško-poljski prašič in pa drežniška koza. V preteklosti so na slovenskih kmetijah avtohtone pasme skoraj izpodrinili njihovi sorodniki iz tujine. Tako so na mnogih kmetijah krško-poljskega prašiča, ki je bogato obdarjen z maščobami, skoraj povsem zamenjale bolj mesnate pasme. V Sloveniji živi le še 600 drežniških koz. Kar nekaj od teh pasem je kritično ogroženih, pomeni, da je manj kot 500 živali še. A kot pravijo v živalskem vrtu, avtohtone pasme spet postajajo bolj priljubljene. Avtohtone, torej domače, izvorne pasme domačih živali so tisto, kar se nam zdi, da je naš živalski vrt nekako dolžan prikazovati. Prav je, da smo ponosni na lastno biodiverziteto, na tisto, kar je naša posebnost, naša odlika. Štajersko kokoš, cikasto govedo, lipicanca in druge domače živali si lahko v živo ogledate na sobotni otvoritvi.